Ta znanja ne prinašamo direktno v enote, ampak jih prilagajamo našim pogojem. V tem letu proslavljamo 15. obletnico Slovenske vojske. Kljub temu, v prvi brigadi Slovenske vojske imamo veliko nalog in izzivov. Enote brigade bojo pripravljene za obrambo domovine in za katerikoli operacijo, ne glede, kje bo ta operacija potekala. V Slovenski vojski smo prvič napotili naše pripadnike v operacijo podporo miru leta 1997. Najprej v operacijo Alba v Albanijo, nato pa na Ciper in Bosno in Hercegovino je takrat odšlo 50 slovenskih vojakov. Število slovenskih vojakov v operacijah pa se je iz leta v leto povečevalo. Do danes je v operacijah sodeloval vsak 5. vojak Slovenske vojske. Danes s skoraj 250 pripadniki pomagamo krepiti mednarodni mir in varnost v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, Siriji, Iraku in Afganistanu. Stabilnost na Balkanu je eden od pogojev za varnost cele Evrope in je tudi težišče delovanja Slovenske vojske v tujini. Letos pošiljamo na Kosovo, poleg enot, ki jih tam že imamo, transportno četo, leta 2007 pa motorizirani bataljon. Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje opravlja selekcijo in usposabljanje vojakov, pa tudi usposabljanje in izobraževanje kadra na vseh ravneh. Prav tako razvija in preizkuša doktrine in pravila, določa standarde bojne pripravljenosti ter sodeluje pri evalvaciji enot in poveljstev. V njegovi sestavi so centri za razvoj in usposabljanje, šole za podčastnike in častnike, letalska in gorska šola, šola za tuje jezike, poveljniško-štabna šola ter vojaški muzej. Moja želja, da bi postal vojak, se je razvila tam nekje blizu konca osnovne šole, ker sem po končanem osnovnošolskem šolanju začel na srednji vojaški šoli v Ljubljani, kasneje kot kandidat v šoli za častnike vojnih enot in po končani šoli zaposlen v Slovenski vojski kot profesionalen vojak. 97. leta se mi odpre možnost šolanja v tujini, ki sem jo seveda izkoristil, odšel v Združene države Amerike, šola za padalce, šola za pripadnike zelenih baretk, kasneje še naslednje šole, šole za rangerja, šole za inštruktorja ostrostrelcev, šola za operacije z helikopterjem in šola za skakanjem s padalom iz visokih višin. Ko sem prišel iz šolanja na tujini, se je zame začela popolnoma nova zgodba. Začel sem gledati na stvari iz drugega zornega kota, razmišljanje popolnoma drugačno in znanje, ki sem ga prenašal na ostale, je bilo prenešeno na način, ki ga niso bili vajeni do tedaj. Bistvo vojaka je v srcu in šele kasneje v glavi, kajti le tako bo lahko izpolnil svojo dolžnost in na koncu seveda tudi svoje poslanstvo. Tudi v prihodnje bomo v popolnosti izvajali naloge v skladu z našim temeljnim poslanstvom, to je zagotavljanje nacionalne vojaške varnosti in sodelovali pri realizaciji obveznosti, ki jih je Slovenija sprejela ob vstopu v zavezništvo. Te obveznosti pa bodo predvsem sodelovanje pri zagotavljanju in stabilizaciji razmer izven Slovenije, pri katerih sodelujejo članice NATO in Evropske unije. Po 2010. letu bo Slovenska vojska v celoti profesionalna. V naslednjem obdobju bomo našim pripadnicam in pripadnikom, enotam in poveljstvom zagotavljali optimalne pogoje dela in bivanja ter visoke standarde varnosti ter omogočili postopen prehod k odličnosti. Morebitne spremembe varnostnega okolja bodo seveda zahtevale stalno, sprotno preverjanje, presojo in ponovno prilagajanje ter odzivanje na varnostne izzive, morebitne nove grožnje naši suverenosti in nedotakljivosti ter miru in stabilnosti. Majhna in sodobna vojska se bo takšnim spremembam in novim zahtevam pravočasno prilagajala. Izkušnje nas učijo, da to delo nikoli ni končano.
Gardni bataljon. Mirno! Knogi! Nošna! Nože! Čarni pozdrav! Dalej!